Tule imamo zdaj divje nalive, samo čakam, kdaj nas bo skupaj zemljo odneslo v eno luknjo. Tako da sem se odločila, da za danes bom obujala spomine na sončen dan. Pijem kavo iz skodelice, ki jo imam po navadi za kampirati. Se pol tako lahko pretvarjam, da sem nekje v nekem kampu brez poplav. In se imam super. Tako da vas bom popeljala skozi dan, ko sem se odločila, da bom malo za foro, malo zares šla laufat 21 kilometrov, kar je mali maraton v slovenščini, v angleščini je half marathon. Ampak meni osebno se sliši mali maraton veliko boljše, zato ker ko rečem half marathon, imam vedno tako malo tak čuden občutek, si rečem tako, nekaj na pol, a veš. Tako skoraj maraton, ampak ne čist. Vse skupaj sem pustila na pol dokončan, ampak v slovenščini se pa reče mali maraton. Kar v bistvu ti pol da občutek, ja, saj sem laufal maraton, ampak samo ta malega zaenkrat. Na ta velikega se še pripravljam. V glavnem, mali maraton sem laufala. Jaz januarja ne bi laufala organiziran mali maraton tule v Kaliforniji oziroma v San Diegu, ampak smo imeli, ironično, je odpadel, zato ker smo imeli ful dežja pa poplav na začetku januarja. Ena izmed res zelo malo teh mojih novoletnih zaobljub, ki sem jih imela, da pretečem mali maraton januarja. In jaz sem naenkrat bila tako, okej, ja, kaj pa zdaj, ne? 2 tedna je minilo tega, ko so skenslali, in enkrat sem si rekla, veš kva, zakaj pa ne bi jaz sama odlaufala mali maraton? Jaz sem do zdaj odlaufala 2 mala maratona. Oboje je bilo organizirano. En je bil leta 2023 in potem enega sem laufala lani. Ob oceanu je bilo veliko, pa ful je bilo dobre podpore, pa tako res vzdušje je bilo . To je bilo maja lani in potem nisem nobene take daljše daljave laufala. Povprečno, če grem daljšo daljavo sama laufat, je tam nekje 11-12 kilometrov, ampak to se redko kdaj zgodi, povprečno laufam nekje tam 5, vsaj 5, tako recimo se gibam med 7 pa 8, ne. Po 12 kilometrih mi nekako tako, če sem sama, začne ratati dolgčas. Sem pa novembra po nesreči laufala 16 kilometrov sama, kar je bila najdaljša dolžina. In ko rečem po nesreči, resno mislim, ker naj bi šla laufat samo 3 kilometre, ker sem 2 dni spala v avtu, potem sem 3 dni zapored sem delala, vse te dni. In imela sem nekaj slabega sem pojedla 2 dni pred tem, neko hitro hrano sem si šla iskat. Ko sem toliko pol obžalovala 2 dni, zapacala mi je želodec in se nisem dobro počutila, ampak sem pa imela pol še dolgo vožnjo pred sabo in sem si rekla, ajde, kul, po šihtu grem jaz laufale 3 kilometre, malo da se k sebi spravim, ker to me po navadi ful navda z energijo. Ampak so bile vremenske razmere take res misteriozne in zanimive. Ful je bilo megle, ful je bilo tako res, kot da sem v tistem filmu The Mist. Dobila sem zagon in po 8 kilometrih sem ugotovila, da sem laufala 8 kilometrov in potem sem kar laufala in laufala in potem sem prelaufala 16 kilometrov na koncu. In to je bil tako eden izmed mojih najljubših tekov 2025. Zaradi tega, ker sem res samo sebe presenetila in res sem se imela toliko dobro in bila sem ful hitra, ne vem, kako to. Ne vem, kaj se je zgodilo z mano tisti dan, ampak včasih, ko greš laufat, je ful dobro, včasih pa po 3 kilometrih že hočeš iti jokat domov, pa iti po deko, pa nikoli več vstati iz posla. Potem je pa seveda od novembra sta minila 2 meseca, ko sem se jaz odločila, da bom laufala mali maraton sama. Zato, ker sem si rekla, da bom januarja to odlaufala. In nisem mogla pustiti, da januar gre mimo, brez da to odlaufam. Mater vala. Sem si izbrala eno res lepo lokacijo, ker sem jo že hotela že nekaj časa obiskati. In sem si rekla, okej, kul, ne, prijetno s koristnim. Jaz sem tja na to lokacijo hotela iti, zakaj pa ne bi šla tja laufat. In sem šla na lokacijo Lake Perris, ki je tukaj v Kaliforniji. Hotela sem tudi videti sončni vzhod in zato sem tudi pač zgodaj vstala, okoli 4 sem vstala, pa potem sem šla ob 4:40 sem šla od doma. Načeloma, ko sem pogledala vreme, je kazalo, da bo 4 stopinje. Kar je nekako tako malo, kar precej nizko, 4 stopinje Celzije. Ampak ko sem prišla pa tja, pa ne vem točno, kaj se je zgodilo, ampak je pisalo, da je -1 stopinja Celzije zunaj in da se vsaj 1 uro ne bo otoplilo nad 0. What?
Oh yeah, that does feel like -1. Holy. Najbolj mrzla temperatura, ki sem lavfala, je bilo -4 stopinj Celzija, ampak je bilo samo 5 kilometrov. Tako da, ko sem to videla, sem bila tako malo, okej, se pravi, to bo zalogaj, praviš. Zdaj kva pa ne. Malo sem se ogrela, ko sem začela lavfati, ampak ne bom lagala, da je bilo tako, pol čez kakšne par minut je bilo vse kul. Ne, ni bilo bolelje, zato ker je bilo mrzlo, pa sonce tudi ni vzšlo. Pol na polovici sem se ustavila in sem se obrnila in je začelo tudi pihati, kar je bilo še bolj čudno. In tako nekje do enega 15 kilometra me je res zeblo. Pol se je pa zadnjih 6 kilometrov začelo, ker je sonce vzšlo končno na ta pravo višino, se je pa začelo segrevati in preden sem prišla do avta, je bilo 27 stopinj. Zadnji kilometer sem komaj živela, na tej točki sem že non-stop vodo pila, zaradi tega, ker sem bila toliko dehidrirana. Začela sem s 3 sloji ali 4 sloji, končala sem z enim slojem, pa še to sem mislila, da se mi bo sfrtajčkalo. No, ful je bilo zanimivo, ne. Na začetku je res tako take vremenske razmere, da je vse bolelo, pol me je pa na koncu vse bolelo, zato ker je bilo prevroče zunaj, pa sem mislila, da bom skupaj padla. Prvih 10 kilometrov sem se zabavala, okrog 15. kilometra sem začela malo jamrati v glavi. Med 17. in pa 19. kilometrom iskreno imam občutek, kot da je 1 ura minila, pa ni. Zato ker sem cel tek prelavfala v 2 urah pa 42 minutah. Ko v nekem sci-fi filmu, vse se je ful upočasnilo, pa res sem imela občutek, kot da lavfam 1 uro skupaj. In je toliko počasi vse skupaj šlo, ko sem se začela spraševati, a bom sploh do avta lahko prišla z lavfanjem ali bom mogla prehoditi vse ostalo. Pol sem nekako pri 19. kilometru sem pa dobila še en pospešek in sem potem sam gasala naprej. Sem potem lavfala do 21. kilometra. V bistvu sem lavfala malo več kot 21 kilometrov, zaradi tega, ker sem avto parkirala malo dlje, kakor bi bilo celih 21 kilometrov. Pa to potem uradno najdaljša moja distanca, ki sem jo lavfala sama in je naenkrat postal najdaljši tek mojega življenja, tudi zaradi tega, ker pač je bilo več kot mali maraton. Občutki po tem so bili najprej, ko sem se ustavila, pa sem zadihala pa spila vodo, ne, se rehidrirala. Imela kar take neke čudne mešane občutke, ne vem točno, kaj se mi je dogajalo v glavi, ampak bilo je tako malo, kar malo sem bila žalostna, da je konec. Tako kar malo sem se spraševala, kva je poanta celega lifea, ne vem. Po moje sem se res preterala, ne vem, tako čudni občutki so, ko zaključiš. Ne vem točno, kako opisati, ampak tako na eni strani si ful vesel, drugi strani si tako čisto začuden, pa probaš k sebi malo priti pa to. Ampak sem bila ful ponosna nase, da mi je ratalo to izpeljati, zaradi tega, ker nisem jaz trenirala za ta tek. Ko sem se pripravljala na svoj mali maraton, ki naj bi bil organiziran na začetku januarja, večji del tega polmaratona oziroma malega maratona je v hrib. Tako vzpon je nekje 700 metrov bil za ta tek, trail running, no. Ni bilo čez gozd, bilo je tako čez hrib, ampak je bil pesek. In večino, ko sem se pripravljala, sem samo hodila v hrib, pa malo lavfala v hrib, pa lavfala navzdol, zato ker sem vedela, da navzdol bo bolelo. In to je bilo to, ne, pač nisem se pripravljala na to, da bom 21 kilometrov lavfala na čisti ravnini in zato so noge kar precej trpele. Dejansko lavfati te dolžine, medtem ko so drugi ljudje okoli tebe, je ful bolj easy, valjda še vedno je napor. Največji preizkus je te dolžine ali pa daljše dolžine lavfati sam, ko ni nobenega zraven, ko ni ob strani navijačev, da te spodbujajo, pa ni plakatov, pa ni na vsaki, ne vem, kilometer pa pol neke postojanke z vodami pa s prigrizki, pa ni zabave po tem, pa ne dobiš medalje pa majice oziroma pač si sam ti s svojimi mislimi in to je vse, kar obstaja. In tvoje misli so tisto, ki te morajo pripeljati do te točke, da ti zaključiš ta tek, ne. Nisem se pripravljala na ta tek, ampak ne zato, ker mislim, da sem ful cool, da sem to tekla nepripravljena, ampak iskreno pač nisem planirala tega, ne. Na neki točki, ko bi rada lavfala maraton, definitivno neko določeno spoštovanje do treninga moraš razviti. Če hočeš, da je tek ta maraton, ne, no, saj ne vem, sklepam, ampak tudi pri malih maratonih je tako, da je zabaven oziroma
da ni samo tako grem tja, pa probam preživeti, ampak grem tja, pa se grem fino imeti, ne. Je pa ključen del teh tekov je trening in dnevi in tedni pred tem in ne vem, neke vrste discipline, ki jo razviješ, kar meni ful manjka, priznam. Ful nimam te discipline. Sama sebi rada dajem izgovore, ne, in to vem. Ampak ko imam te organizirane teke pred sabo, najdem veliko več discipline, kakor pa če nimam nič, ne. Ampak definitivno pa iskreno priznam, da nisem glih najboljše, kar se tiče tega, da bi, ne vem, sledila nekemu planu pa to. In to probam spremeniti, ne, letos. Ampak za ta tek pač ni šlo. In je bil bolj samo preizkus, kako bi to vse skupaj izgledalo, kakšni občutki bojo, koliko težko bo, koliko težavno bo, kaj se bo v moji glavi dogajalo, kako se bom počutila po tem, na katerem kilometru me bo začelo noge boleti. Še vedno okrog 16. kilometra me začnejo noge boleti in to je še bilo čisto pri vsakem polmaratonu do zdaj. 16 kilometrov je nekako ona dolžina res, ko začnem trpeti. Jaz sem samo razmišljala, hvala bogu, da ne rabim lavfati 42 kilometrov, ne. To, ker pomeni, da čez 5 kilometrov bom konec, ne. Imam določene plane za letos, kar se tiče tekov, ki jih ne bom še javno razlagala, bom govorila o njih, ko jih realiziram. In to je to. Mogoče bo komu to navdih, da gre pa se preizkusi malo v daljših dolžinah, ker tudi jaz sem bila zelo dolgo časa oseba, ki ni lavfala več kot 2-3 kilometre. Lavfam že vrsto let, lavfam že več kot 10 let, ampak tako prvih nekaj let nisem lavfala več kot 5 kilometrov nikoli. Ko sem prvič šla 5 kilometrov lavfat, sem že tako mislila, zdaj sem pa tako res ful daleč lavfala, ne, tako, ne morem verjeti, da sem prelavfala 5 kilometrov. Pa sem si en dan rekla, okej, bom pa probala 10 kilometrov prelavfati. In do takrat na tisti točki prisežem, da sem si rekla, da to je nekaj tako res najbolj bizarnega na svetu, da jaz to nikoli ne bom zmogla, ne. Ampak je itak vse v glavi, ne, in sem uspela prelavfati 10 kilometrov. In sem tudi spomnila, koliko sem bila to ponosna, veš, ko res sem bila ful ponosna nase. Ko tečem, mi je tako 5 kilometrov mi je ogrevanje, ne. Tam nekje 7-8 mi je kar standard. Mi ni več sploh tuje. Zdaj mi je mali maratoni so mi tisti, ko sem res, je tista naslednja stopnja, ke sem jo uspela doseči, ko sem res ponosna nase, pa mi je tako, ne. Ampak sčasoma vem, da bolj ko bom trenirala, pa ko se bom pripravljati začela na maraton, bo 21 kilometrov postalo nekaj, ke pač pride skupaj s treningom, pa neka vmesna dolžina, ke jo moraš tehnično easy odlavfati, če hočeš kdaj odlavfati maraton, ne. Zato tudi to omenjam, ker veliko ljudi poznam, ko si rečejo, nisem jaz tako kot ti, ke lahko toliko dolgo lavfam, zame to nikoli ne bo, ne. Si rečejo, to zato, ker si mlada začela, pa nisem. Pri 23 sem jaz začela lavfati. Definitivno tudi jaz sem dolgo mislila, da to nisem, da jaz pač nisem nikoli, ne bom nikoli človek, ke bo lavfal več kot 10 kilometrov, da nisem sestavljena pravilno oziroma da nimam te moči v sebi, ne. In seveda itak je rek, ne, zdaj ali si ti rečeš, da zmoreš, ali si pa rečeš, da ne zmoreš, v vsakem primeru imaš prav. In dokler sem si govorila, ne zmorem, res nisem nikoli zmogla. Okoli 8. kilometra sem se vedno ustavila in nisem mogla več. Ko sem si pa rekla, jaz zmorem, sem prelavfala 10 kilometrov, pa sem prelavfala 14, pa sem prelavfala 21, ne. Samo stvar misli, ne, zato sem tudi hotela podeliti to svojo izkušnjo. Sonce. What? Pa kako, če so sami oblaki? To mora biti neka majhna črta med oblaki, ker ko pogledam, je sivo. Samo tako en mali žarek sije čez. Pa to je dosti, da sem srečna, To je to za ta video, hvala za ogled, hvala vsem, ke ste naročeni na moj kanal, pa ke gledate moje videe. Čao.